Spoštovane dame, spoštovani gospodje, v dvorano prihaja minister za zdravje, gospod Janez Poklukar. Zdaj pa z aplavzom pospremimo prihod letošnjih prejemnikov odličij Zdravniške zbornice Slovenije v spremstvu predsednice Zdravniške zbornice Slovenije dr. Bojane Beović in podpredsednice skupščine Zdravniške zbornice Mojce Drev.
Spoštovani prejemniki in prejemnice zdravniških odličij, spoštovani minister, spoštovana predsednica zbornice in podpredsednica skupščine, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, člani in članice Zdravniške zbornice Slovenije in vsi nocojšnji gostje. Dober večer in dobrodošli na slovesni podelitvi odličij Zdravniške zbornice Slovenije. V iskreno veselje in tudi čast mi je, da vas bom lahko vodila skozi današnji slovesni večer. V začetku smo prisluhnili skladbi Tonight v izvedbi orkestra Camerata Medica, ki nam bo današnji večer na koncu popestril še s koncertom. Danes slavimo predanost medicini. To ljubezen in zavezo pomagati soljudem, ohranjati zdravje in vitalnost skozi vsa življenjska obdobja. Slavimo ljubezen ter klic za delo v medicini. In ta klic sta gotovo slišala tudi oba nocojšnja osrednja govorca. K uvodnemu nagovoru prejemnikov nocojšnjih odličij najprej vabim predsednico zbornice doktorico Bojano Beović. Spoštovani nagrajenci, spoštovani gospod minister, spoštovani gosti, glasbeniki, drage kolegice in kolegi. Z največjim veseljem vas po 2 letih pandemije ponovno pozdravljam v Domus Medica. Epidemija se, take so naše želje in do neke mere na to kažejo tudi dejstva, podatki, počasi umika. Poleg tega smo se zdravniki naučili, kako ravnati v takih razmerah, kako se na varen način srečevati, družiti in smo s tem neke vrste vzor vsej družbi. Najbrž vam ne potrebujem razlagati, kaj vse smo opravili v teh 2 letih. Samo za orientacijo, mogoče nekaj podatkov. V Sloveniji je bilo dokazano okuženih 1 milijon prebivalcev. 31.000 je bilo hospitaliziranih, dobrih 5.200 hospitaliziranih na oddelkih za intenzivno terapijo, 58% vseh prebivalcev je bilo cepljenih. To je vse zdravniško delo. Vse smo obravnavali, vsem smo nudili pomoč. Tega se moramo zavedati sami. Družba, mediji so nas sprva sprejemali kot rešitelje, potem so se stvari spremenile, ampak sami vemo, da smo pomemben del družbe in da lahko kot pomemben del družbe, ki veliko damo, tudi zahtevamo nekaj za svoje pogoje dela, na koncu se to delo vrne vsakemu posamezniku, vsakemu bolniku, vsakemu potencialnemu bolniku. In še nekaj smo dokazali, to dokazujejo tudi današnji nagrajenci, da smo delali pravzaprav naprej na svojih področjih, da smo se zavedali, da ni samo epidemija, da ni samo strah pred boleznijo ali prekomeren obseg dela, ampak da so tudi druga medicinska področja, in na katerih smo uspešno delali in se dokazali. Zelo težko je bilo zbrati letošnje prejemnike priznanj, ker bi v tej situaciji res lahko bili nagrajeni vsi zdravniki. Posebej seveda smo izpostavili 16 kolegov in od teh bi omenila 2 nagrajenca za življenjsko delo, za kariero, ki se pravzaprav še ne končuje. Profesor dr. Igor Švab je profesor družinske medicine, dekan Medicinske fakultete v Ljubljani. Družinsko medicino je postavil na medicinski zemljevid kot specialnost, ki je odlična po svojem delu, pa tudi po svojem načinu usposabljanja specializantov. Docent dr. Dušan Grošelj je zobozdravnik, izvrsten zobozdravnik in odličen mentor, ki je vzgojil generacije zobozdravnikov, ki so sedaj med nami. Posebna zahvala
Posebne čestitke grejo vsem nagrajencem, obenem pa seveda tudi zahvala za opravljeno delo. Jaz vam želim en lep večer, prisluhnili bomo glasbi in pogovorili se bomo iz oči v oči. Hvala lepa. Najlepša hvala. O tem, kaj si za svoje poslanstvo, vizijo zada minister za zdravje, ko prevzame enega zahtevnejših resorjev, pa nam bo zdaj spregovoril nocojšnji osrednji gost, minister za zdravje in naš kolega, gospod Janez Poklukar. Spoštovani prejemniki odličij, spoštovana predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, spoštovani vsi prisotni. Hvala. Hvala za vse požrtvovalno delo v zadnjih 24 mesecih, ki ga je že omenila predsednica, kajti vsa ta požrtvovalnost je presegala meje človeških sposobnosti in globoko zarezala ne samo v sam zdravstveni sistem, ampak v celotno našo družbo. Ne samo kot minister, ampak kot zdravnik in seveda vaš kolega, dobro vem, da se dnevno soočate z raznovrstnimi izzivi in pa skrbmi. Vem tudi, ko hodim po terenu, ne samo po bolnišnicah, ampak tudi po zdravstvenih domovih in tudi širše, da se z vsemi izzivi več kot dobro soočate. S sodelovanjem, solidarnostjo in neizmerno potrpežljivostjo ste skupaj s sodelavci z različnih strok, zdravstvene nege, z administrativnim osebjem in tudi vsemi ostalimi, skupaj sestavljali mozaik zdravstva in naredili za bolnike vse, kar je v vaši moči. In verjemite mi, to so ljudje videli, to so ljudje opazili in to ljudje cenijo. Epidemije in pa vašega požrtvovalnega dela ljudje, čeprav se včasih zdi drugače, ne bodo pozabili. Vsak izziv je pa seveda tudi priložnost. In nismo se ustrašili preizkušenj, ko se je pričela epidemija. In kljub temu, da so bile včasih razmere izredno težke in se dejansko ni videlo luči na koncu tunela, ker je bilo polno oblakov, ja, pa vendar je ekipa zdravstva, mozaik vseh zdravstvenih delavcev, ki jih seveda vodijo zdravniki, verjela v to tudi takrat, ko tega ni bilo moč videti. Se pravi, da na koncu obstaja luč in da vsi skupaj lahko dosežemo in premagamo ta virus. Tako ste vsi skupaj v 4. valu dosegli 2-krat toliko intenzivnih postelj na milijon prebivalcev kot katerakoli druga država na svetu. Tega se sicer nikoli ne izpostavlja, vendar prav je, da se v teh krogih to večkrat poudari. To je neizmeren in nepredstavljiv trud. Večina držav bi ob takem naporu verjetno padla, oziroma njihovo zdravstvo. Naše ni. Naše ni padlo po vaši zaslugi. In vedno znova poudarjam, tudi po zaslugi vaših domačih, ki razumejo vse vaše napore in vaše odrekanja. Naučili smo se v teh 24 mesecih ogromno. In ekipe, ki so jih seveda vodile zdravniške vrste, so se povezale in postale še močnejše. In po 2 letih lahko rečem, da smo močnejši, kot smo bili pred pandemijo. Čeprav marsikdo tega ne verjame, vendar glede na to, kako enotno, kljub vsem, bom rekel, razlikam pred samo pandemijo, je zdravstveni sistem z zdravniki na čelu seveda zmogel vse skupaj, je to gotovo dejstvo. Krizne razmere so dale zaposlenim v zdravstvu tudi priložnost in sicer, da se kot predstavniki najpomembnejše stroke znotraj zdravstva,
predstavniki medicine, izpostavite in pozicionirate kot strokovnjaki. Ja, vendar ne samo kot strokovnjaki v družbi, temveč strokovnjaki, ki bodo danes morda nagovorili in prepričali mlade, ki še oklevajo ali bi se odločili za poklice iz zdravstva, še posebej za poklice oziroma za zdravniški poklic. In tukaj je vaš ugled, ki ste si ga v zadnjih 24 mesecih pridobili v naši družbi, neizmerljiv in nujno potreben za uspešen nadaljen zagon in delo našega zdravstva. Danes smo tu zbrani prav zato, da podelimo odličja Zdravniške zbornice Slovenije tistim zaslužnim kolegicam in kolegom, ki ste s svojim prizadevnim delovanjem še posebej zaznamovali slovensko medicino, krepili naš ugled v javnosti in utrjevali stanovsko pripadnost. Ljudje so v preteklosti zdravniku verjeli, ga cenili in mu tudi zaupali. Danes to ni več tako samoumevno. To smo bili zadnja leta široko priča številnim polemikam in žal ponesrečenim predstavitvam v javnosti našega zdravstva, zaradi katerega je bilo pogosto načet njegov ugled. Moderna tehnologija namreč in pa družbena omrežja postajajo vir dezinformacij. Zato menim, da je prav, da se zdravniki vključimo v javno in to sleherno diskusijo, tako strokovnega vidika, kot tudi širšega družbenega vidika in gradimo ter utrjujemo ugled našega poklica. Mnogi med vami, še posebej pa današnji prejemniki odličij, se tega dobro zavedate in to že počnete. Zato si zaslužite tako pohvalo kot zahvalo, ki naj vam služita seveda kot nadaljnja motivacija pri vašem delu. Še enkrat hvala vsem skupaj, prejemnikom odličij pa še enkrat iskrene čestitke. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Raziskovalci smo. Raziskovalci od rojstva. Ko se v pljuča prvič ujame zrak in se prvič zavemo, da lahko s svojim glasom v nasmehu krivimo materine ustnice. In potem ne odnehamo. Ker je iskanje resnice magično, kot je magičen prvi sprehod, prvi prijatelj in prvo razočaranje. Za raziskovalce ni meja in mladi raziskovalci to upoštevajo povsem dosledno, ko lovijo meje mogočnega v ljudeh, naravi ali pod mikroskopom. In ponavadi potem spregledajo, da so iskali preveč na široko in da je treba raziskati majhne stvari. Zato zdaj raziskujejo čedalje manjše stvari. Kot je toplina tistega objema, kot je dvojnost v enosti, čudijo se nad tem, kako je možno, da pestujejo prihodnost v rokah. In se ne ustavljajo, temveč raziskujejo še dalje, ker bi tako radi vedeli, kaj dela kozarec vina čarobnega in čem je bistvo tistega pogleda. Nazadnje pa jih najbolj bega vprašanje, kaj je za zadnjim dihom. Seveda se tako odločijo, da ga bodo raziskali. Zato biti zdravnik pomeni biti zaljubljen v odkrivanje neznanega, biti pogumen in neutruden raziskovalec. Pomeni imeti strast do svojega poklica, se v njem izboljševati in izpopolnjevati. Vsi smo raziskovalci, raziskovalci svojega življenja. Še lepše je, če ga raziskujemo v dvoje in še bližje izpolnitvi smo, ko s svojim raziskovanjem izboljšujemo svet in življenja drugih. In s to mislijo začenjamo današnjo slovesno podelitev odličij zbornice. Nocoj bomo podelili odličja za 2 leti, 2020 in 2021. Kot boste slišali v kratkih predstavitvah, so vsi prejemniki s svojim delom in predanostjo zdravniškemu poklicu dosegli vidne rezultate na področju stanovskih interesov zdravništva in zobozdravništva, skrbi za pravilno ravnanje in ugled zdravnikov, ter s tem bistveno prispevali k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva doma in v tujini.
Na oder vabim predsednico zbornice, profesorico dr. Bojano Beović in podpredsednico skupščine zbornice Mojco Drev, da se mi pridružita pri podelitvi zahval. Zdravniška zbornica Slovenije izreka zahvalo magistru Dejanu Majcu, doktorju medicine, za pomemben prispevek in inovativnost pri vodenju urgentnega centra Splošne bolnišnice Murska Sobota ter aktivno stanovsko delo v svetu za izobraževanje zdravnikov. Kar izvolite na oder. Ožje področje delovanja magistra Dejana Majca je gastroenterologija in hepatologija. Pri svojem delu je vesten, z izjemnim čutom do sočloveka kot bolnika in kot sodelavca. Svoje znanje nesebično razdaja tudi mlajšim kolegom, zato z veseljem opravlja poslanstvo glavnega mentorja. Najlepša hvala. Zdravniška zbornica Slovenije izreka zahvalo Nevenki Mlinar, doktorici medicine, za aktivno in družbeno odmevno prizadevanje za zdravje prebivalcev Srednje Soške doline, ki jih ogrožajo lokalni onesnaževalci okolja. Kar izvodite na oder. Nevenka Mlinar se zaveda, koliko bolezni povzroča azbest, zato je stopila na čelo akcije, ki od odločevalcev zahteva bistveno bolj odgovoren pristop do okoljske problematike in spodbudila 593 članov zdravniške zbornice, da so podpisali peticijo. Dokazala je, da se tudi zdravniki zavedamo in borimo v zadevah, ki vplivajo na naše okolje in na ta način izražamo svojo odgovornost do družbe. Še en aplavz, najlepša hvala. Zahvalo Zdravniške zbornice Slovenije prejme Krunoslav Pavlović, doktor dentalne medicine, za vzpostavitev, organizacijo in vodenje nujnih vstopnih točk za zobozdravništvo ter koordinacijo med primarno, sekundarno in terciarno ravnjo v času epidemije COVID-19. Krunoslav Pavlović je poleg odlične organizacije delovanja zobozdravstvenih vstopnih točk v času COVID-19 zelo uspešno vodil delovno skupino pri Ministrstvu za zdravje, ki je dokončala zelo pomemben dokument, strategijo ustnega zdravja v Republiki Sloveniji. Ta na področje zobozdravstva vpeljuje evropske javnozdravstvene trende, odlikuje ga izjemen čut za povezovalnost. Iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije izreka zahvalo Mateju Praprotniku, doktorju dentalne medicine, za aktivno vključitev organizacije vstopnih točk v državi in velik prispevek pri pisanju priporočil za delo v zobozdravstvenih ordinacijah v času COVID-19. Matej Praprotnik pri svojem delu želi slediti vsem sodobnim trendom in tehnologijam, hkrati pa ohraniti posluh za resne probleme v zdravstvu, ki zahtevajo individualno, celostno in multidisciplinarno obravnavo pacienta, sodelovanje s specialisti. V okviru Zdravniške zbornice Slovenije v prejšnjem mandatu vodil odbor za zasebno dejavnost, komisijo za zasebno dejavnost v odboru za zobozdravstvo in bil član odbora za zobozdravstvo. Iskrene čestitke vsem prejemnikom in hvala tudi obema podeljevalkama. Hvala, ja? Tako. Še en aplavz za vse prejemnike. Jo. Plavam po polju nebesne modrine, lahkoten kot list, ki veter odpihne ga z drevesne višine. Jaz sem list in padam v neskončno praznino. Roko nevihti podam, da nosi v svojem objemu me nežno.
Čutim nemir v zemlje kosteh in spustim se na tla in gledam vihar, ki divja po svetovnih ravneh. A ti vzdržijo, trdne, mirne. Posežem po koreninah življenja, pogovarjam se z gozdom, sredi narave templja. Sred vidim voljo do življenja, veselja, ki sega v krošnje visoke. Udari strela, zaplapola ogenj v temi dreves, plameni živijo, svetijo med vejami veseli, radoživi. In gledam z radostjo ta ognjeviti ples, rojeva v meni se iskra strasti. Ulije se dež, poletna ploha pogasi iskro in plamen in ogenj in čutim spet mir, ki deževna prha prinaša ga seboj. In mir v naravi, mir v srcu. Vidim, slišim, čutim. Jaz sem narava. Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša. To je misel francoskega pisatelja Victorja Hugoja. Pa vendar, zdravniki smo naravoslovci. Narava in življenje učita zdravnika potrpežljivosti. Zavedamo se, da je za uspeh zdravljenja, napredek medicine in osebni razvoj potreben čas. Veliko časa. Velikokrat ste se morali za svoje delo žrtvovati in se marsičemu odpovedati, tudi dragocenim uram s svojimi najbližjimi, z otroki. In ob vsem tem ste našli čas, voljo in energijo, da ste se borili tudi za izboljšanje zdravstvenega sistema. Zato zdaj poglejmo, kdo so tisti zdravniki in zobozdravniki, ki nocoj prejmejo naziv zaslužni član. Na oder vnovič vabim podeljevalki, profesorico dr. Bojano Beović in dr. Mojco Drev. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naziv zaslužna članica primarij Cirili Slemenik Pušnik, doktorici medicine, za izjemno strokovno delo na področju intenzivne interne medicine, vzpostavitev mreže AED na Koroškem ter predano mentorsko delo. Primarika Cirila Slemenik Pušnik se poglobljeno ukvarja s področjem kroničnega srčnega popuščanja in z rehabilitacijo bolnikov po prebolelem miokardnem infarktu. Sodelavci je razvila model obravnave bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem, ki je bil leta 2011 sprejet kot vseslovenski projekt. Bila je mentorica številnim študentom medicine, sekundarjem in specializantom. Odlikujeta jo neverjetna energija ter pozitiven odnos do bolnikov in njihovih svojcev. Iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije posthumno podeljuje naziv zaslužni član dr. Matežu Gorenšku, doktorju medicine, za izjemno strokovno in organizacijsko delo na področju zasebništva v zdravstvu. Spominjali se ga bomo kot velikega človeka, ki je s svojim resnicoljubjem, požrtvovalnostjo in iskrenim delovanjem vnesel veliko pozitivnega v delovanju zbornice. Prosim, soprogo, dr. Gorenška. Dr. Matevž Gorenšek je svojo poklicno pot posvečal predvsem operativnemu zdravljenju degenerativnih obolenj hrbtenice. Hkrati s strokovnim delom je tudi njegovo zdravstveno raziskovalno delo temeljilo na odkrivanju in zdravljenju degenerativnih bolezni hrbtenice. Objavil je številne članke v uglednih strokovnih publikacijah in predaval na posvetih s področja hrbtenične kirurgije v Sloveniji in tujini. V prejšnjem mandatu je z izjemno predanostjo in energijo vodil odbor za zasebno dejavnost in premikal meje na tem področju. Njegovo prehitro slovo je pustilo veliko praznino. Naziv zaslužna članica Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje tudi doktorici Sandri Lah Kravanja, doktorici dentalne medicine, za izjemen prispevek v ugledu slovenskega zobozdravništva na področju ortodontskega zdravljenja. V
prejšnjem mandatu je pomembno prispevala k argumentaciji in komunikaciji med Zdravniško zbornico Slovenije in Ministrstvom za zdravje glede dodatnih programov, ki so v ortodontiji nujno potrebni. Ministrstvo za zdravje je namreč prisluhnilo njeni pobudi in je po več letih prizadevanj odobrilo koncesijo in dodatni program za ortodontsko zdravljenje otrok in mladostnikov na napotnico v Bovcu. Iskrene čestitke vsem prejemnikom in hvala tudi obema podeljevalkama. Vsak uspeh terja napor in pogum. Zato zdravniki in zobozdravniki nismo pripravljeni odnehati, tudi ko nam je najtežje. Z leti spoznamo, da je včasih treba kdaj za trenutek postati, morda stopiti korak nazaj in se soočiti s okoliščinami, ki jih nismo pričakovali. A neizmerna radost in veselje je, ko na to opazimo, da vse okrog nas dozoreva in lahko začnemo žeti sadove svojega dela. Dragi gostje, čas je, da spoznamo, kakšno je žetev častnih članov in kdo to so. Na oder kot podeljevalca vabim ministra za zdravje Janeza Poklukarja in predsednico zbornice, profesorico doktorico Bojano Beović. Naziv častni član prejme Dušan Kolarič, doktor medicine za dolgoletno strokovno in predano delo na področju pediatrije ter nesebično in požrtvovalno mentorstvo specializantov. Dušan Kolarič je s svojim 43-letnim profesionalnim delom dvignil pediatrijo v severovzhodni Sloveniji na najvišjo strokovno raven in v posameznih obdobjih ključno poskrbel za preživetje pediatrije. Je tudi mentor mladim specializantom, ki jim nesebično in požrtvovalno predaja svoje znanje, izkušnje in strast do pediatrije. Še enkrat iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naziv častna članica primarji Anici Mikuš-Kos, doktorici medicine, za izjemen prispevek v uvajanju in razvoju prostovoljne dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva. Primarika Anica Mikuš-Kos s poglobljenim in praktičnim poznavanjem prostovoljnega dela predstavlja temeljno literaturo na področju prostovoljstva v zdravstvu in smernice za vse, ki želijo postati prostovoljci. Prostovoljnemu delu zdravnikov in zobozdravnikov je dala nov pomen in poslanstvo tudi v času epidemije. Je tudi predsednica Slovenske filantropije. Še enkrat iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naziv častni član za leto 2021 Milanu Kreku, doktorju medicine, za izjemno javno zdravstveno delovanje, dosežke na področju organizacije zdravstva in obravnave rabe nedovoljenih drog ter še posebej za delovanje v času pandemije COVID-19. Krek je leta 2020 postal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dnevno analizira stanje na področju epidemije COVID-19 in pregled informacij pošilja odločevalcem. Kot zdravnik specialist javnega zdravja prizadevno in zgledno upravlja naloge zdravnika prebivalstva, ki mu je zaupano. Predan je javnemu zdravju in vztrajen pri doseganju ciljev. Ima izostren občutek za svoje sodelavce in je aktiven v lokalnem okolju. Vedno je pripravljen jasno in z utemeljitvijo zagovarjati svoje stališče glede izzivov, ki jih pred zdravništvo in zdravstvo postavlja sodobni čas. Čestitamo vsem prejemnikom in hvala tudi obema podeljevalcema. Tisoč zvezd spi ležerno nad nebom, tisoče streh posutih snegom, tisoč ujate ujetih galebov in tisoč v sanje zabrisanih begov. Tisoč ljudi se bo danes smejalo, tisoč te istih nevdržno jokalo, tisoč ponosnih na glas se bahalo, pa tisoč še tihih v kotu bo stalo.
1000 se senc po noči prikaže, 1000 zrn peska, ki prekrivajo plaže, in 1000 veselih, ki zvirajo glaže, pa 1000 drugih, ki postavljajo straže. 1000 stvari je na svetu. Toliko nekje jih je znano poetu. A eden si ti, kakor ptica v letu, letiš prek sveta ob nikogaršem svetu. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za 1000 imenitnih stvari, ki jih lahko ljubimo. Vedno je prostor za ljudi, ki nas navdihujejo in nas učijo. Tudi Mislec Seneka je zapisal prijatelju Luciliju. Ko sem videl tvoje darove, sem te vzel v svoje dlani in te spodbujal. Nisem ti dovolil, da bi hodil leno. Spodbodel sem te in te večkrat priganjal. Še zdaj ravnam tako, toda zdaj že tečeš in spodbujaš še mene. Te besede so modrost, kako se v življenju vse nenehno pretaka. Tudi znanja in izkušnje, ki jih delimo naprej naslednji generaciji. Zato povprečen učitelj pove, dober učitelj pojasni, odličen učitelj prikaže. Velik učitelj pa navdihuje. In s svojo izjemnostjo navdihujeta tudi prejemnika Hipokratovega odličja. Zato je čas, da jo predstavimo in zaploskamo njunim dosežkom. Na oder vabim ministra za zdravje dr. Janeza Poklukarja, da s predsednico zbornice podelita najvišja Hipokratova odličja. Za izjemno strokovno, organizacijsko in stanovsko delo na področju uveljavitve družinske medicine v Sloveniji in v tujini ter bistven prispevek k ugledu slovenskega zdravništva, Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo odličje profesorju dr. Igorju Švabu, doktorju medicine. Profesor dr. Igor Švab je eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju družinske medicine, je ustanovitelj katedre za družinsko medicino Univerze v Ljubljani, na mednarodnem področju ugleden član Evropske akademije znanosti in umetnosti in član Hrvaške akademije medicinskih znanosti. Sedaj opravlja funkcijo predstojnika katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in dekana Medicinske fakultete v Ljubljani. Je glavni urednik revije Zdravstveno varstvo. Med letoma 2004 in 2010 je bil predsednik Evropskega združenja zdravnikov družinske medicine, VONCA Europe. V zadnjem desetletju je svojim strokovnim, pedagoško-znanstvenim in ekspertnim delom izjemno prispeval k promociji in prepoznavnosti slovenske medicine in Slovenije v Evropi in svetu. Profesor dr. Švab, ob prejemu častnega odličja, jaz mislim, da si zaslužimo tudi par besed, tako da vas ponovno vabim nazaj k nagovoru. Aha. Najboljši nagovori so kratki in jaz bi se najprej rad seveda zahvalil vsem tistim, ki so me nominirali, predvsem kolegom, ki delajo v osnovni zdravstveni dejavnosti v družinski medicini in ohranjajo svojo humanost še naprej. Mladim pa sporočilo, ne izgubimo humanosti v medicini, ker ta je v sedanjih časih vse bolj ogrožena. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam in iskrene čestitke. Za izjemen prispevek k ugledu in razvoju slovenskega zdravništva in zobozdravništva ter predano mentorsko delo Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo odličje docentu dr. Dušanu Grošlju, doktorju dentalne medicine. Izvolite na oder. Docent dr. Dušan Grošelj je doma in v tujini opravil številne tečaje iz parodontologije in implantologije
ter se izpopolnjeval iz periodontalne kirurgije in uporabe allotransplantantov. Je aktiven član številnih slovenskih in mednarodnih organizacij in društev, med drugimi Sekcije za zobne bolezni in endodontijo SZD in Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije. Objavlja znanstvene dela doma in v mednarodnem prostoru. Sodeloval v več raziskovalnih projektih in bil mentor nekaterim specializantom z področja zobnih, ustnih bolezni in parodontologije. Bil je tudi mentor in somentor pri študentski fakultetni Prešernovi nalogi študentom odseka za dentalno medicino medicinske fakultete. Njegovo pedagoško delo so izjemno pozitivno ocenili tudi študentje. Doktor Grošelj, tudi vas bi ob prejemu Hipokratovega odličja povabila k besedi. Se lahko tole snavim, ne? Torej, dovolite mi najprej, da se lepo zahvalim Zdravniški zbornici Slovenije, da ste mi podelili Hipokratovo priznanje ravno v trenutku, ko se je izteklo mojih 51 let dela v dentalni medicini in sem imel občutek, da je bilo to obdobje samo en daljši trenutek, ki je že šel v preteklost. Zahvalil bi se rad tudi kolegici Astrid Ražem, specialistki parodontologije, ustnih bolezni in dentalne implantologije, ki me je spodbudila, da sem napisal svoj kurikulum vitae komisiji zbornice za podelitev odličij. Moje veselje je dvojno. Najprej je to spoznanje, da je bilo opaženo moje dolgotrajno prizadevanje v dentalni medicini in mi predstavlja odličje tudi osebno čustveno kompenzacijo. Študij na odseku za stomatologijo Medicinske fakultete v Ljubljani sem začel v času hladne vojne, ko so umorili predsednika Združenih držav Amerike, Kennedyja v Dallasu 22. novembra leta 1963. Takrat je študij stomatologije bil dvostopenjski. Najprej smo po 3 letih dobili naslov višji dentist in po 5 letih na tretjini A4 formata potrdilo dekanata, da smo opravili vse izpite in vse vaje, ki so bili predpisani na odseku za stomatologijo na Medicinski fakulteti. Naziv doktor stomatologije je bilo treba čakati še dodatnih 17 let. Spomnim se takrat, da so hudomušni novinarji snemali podelitev teh dokumentov, diplom, in da so nehote ali pa hote zajeli našega enega kolega, ki je prišel z birglo in je bilo napisano, zdravniki sprejemajo, ne, seveda v tej starosti svoje diplome. Med celo delovno dobo sem se držal japonskega rekla: delo je privilegij. To je na začetku bilo težko, saj smo v skromnih razmerah imeli na razpolago samo 4 preparate za izdelavo teh nadomestkov. Spominjam se tudi zadnjega predavanja našega ustanovitelja, profesorja dr. Jožeta Ranta, ki nas je takrat rotil, da ne pozabimo na naše največje obveze, in to je skrb za paciente. Tega sem se zavedal vse minulo obdobje. Ko sem delal v moji prvi službi v zdravstvenem domu Bežigrad, smo imeli izmenično tedenski turnus. En teden zjutraj in drug teden popoldan. Čakalnica je vedno bila nabito polna pacientov, jaz pa sem hotel narediti vse lege artis, kar je zahtevalo veliko truda in časa, posebno za začetnika. Ob 21. uri, to je bilo že podaljšanje, ker ob 7. smo morali nehati ponavadi, smo imeli zadnjega pacienta na stolu, ko je nekdo začel trkati na vrata in sestra jih je odprla. Bil je uslužbenec letnega kina Bežigrad, ki nas je prosil, da ugasnemo vse luči v ordinaciji, ker motijo predvajanje filma in so gledalci nezadovoljni. Takrat in kasneje sem dojel, da kurativa ne bo rešila problema visoke
obolevnosti zob in mehkih obzobnih tkiv, ter da bo potrebno vključiti obvezno preventivo. No, in to se je potem v naši generaciji tudi zgodilo, da smo upeljali ne samo med otroke in mladostnike, ampak tudi pri vseh specializacijah to potrebo po preventivi. V našem delovnem obdobju so se zgodile enormne spremembe doktrinarnih pristopov in tehnologije, ki so zahtevale kontinuirano izobraževanje in prilagajanje. Če lahko sklenem moje besede z ugotovitvijo, da je moje drugo veselje in zadoščenje, zdaj, ko sem postal od terapevta ponovno pacient, v tem, da so za nami prišle kolegice in kolegi, ki so dvignili stomatologijo na zavidljivo raven in so tudi organizacijsko aktivni ter za ta zahtevni poklic, ki ga predstavlja dentalna medicina. To potrjuje tudi veliko število zahval in nagrad, ki so bile podeljene danes. Hvala lepa. Še enkrat iskrene čestitke, hvala pa tudi obema podeljevalcema. V nocojšnjem večeru so bili z nami člani dramske skupine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Cortext. Večer so vam popestrili izjemni Nina Palčič, Vita Krump in Niko Valas. Hvala in še en aplavz. Najlepša hvala vsem prejemnikom priznanj za vaše raziskovanje, vaše hrepenenje, za vaše odrekanje in za vaše predajanje znanja. Vsi si zato zaslužite, da vam v imenu Zdravniške zbornice Slovenije izrečemo velik hvala in iskrene čestitke za vaše predano delo. Prosim še enkrat aplavz. Bodite še naprej neutrudni raziskovalci, bodite narava in imejte mir v srcu. Bodite del tistih tisočerih, ki svetijo kot zvezda na nebu, a hkrati ne pozabite, da ste edinstveni, da navdihujete. Naj vam današnji večer ostane v lepem spominu in da nov polet za delo v prihodnje. Zahvaljujem se tudi gospodu ministru, da je nocoj na ta slovesni dan z nami. Zdaj pa spregovori še glasba, skozi katero nas bo popeljal zdravniški orkester Camerata Medica, solisti in pod taktirko maestra Franca Avseneka. Po koncertu vas vse vljudno vabimo na prijetno druženje in pogostitev. Še naprej vam želim lep in prijeten večer. Corridor
Estrellita de lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi sufrir. Vai, dime si me Estrellita de lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi
Thank you.